malce suhoparne. Zakaj? Zaradi tega, ker niso zavite v oblike tistega pravličnega sveta, kakršen je naš svet. Mi smo pravlična bitja in živimo v pravličnem svetu. V starem času, davno pred nami, so ljudje imeli predavanja na kakšen način. Bomo zdaj tiste vzelo, pa ne smiselno, da na kaj citiram, rečemo Jezusa. Jezus, ko je govoril pravlično. In je govoril v taki obliki, da so pravzaprav dejansko brez razmišljanja bili v sami zgodbi, vpleteni v zgodbo. No, veste, danes bi govoril o karizmatiki. Mar se kdo bo rekel, Jezus Marija, spet ena nova tujka v tem našem življenju, ki se pojavljajo. Karizmatika, težko je govoriti, ampak danes boste skozi to mojo pravlično zgodbo spoznali docela, kaj je karizmatika. Veste, če gledamo v življenju, so določeni ljudje, saj jaz sem jih spoznal, ki so napolnili z svojo osebnostjo, z svojo duhovnostjo, cel prostor. Prišel je in nenadoma so vsi čutili energetski naboj. Nekako pretreslo jih je. Soba, dol je bil on, je bila polna, ker se je vselil v slehernega. So pa taki, ki drbljajo, govorijo, čvekajo, veliko govorijo, povejo pa nič. Kaj je to? To je bistvo, da boste danes za to obliko čutili tudi svojo lastno osebnost, kako živite v neki določeni problematiki, ali je resnica tisto, kar delate, dobro, je res dobro. Dosti krat uverjeni smo, da delamo dobro, pa izpade slabo. Ta zgodba, ki jo bom danes povedal, je knjižna zgodba. Je zgodba po neki daljni zgodbi resnice življenja. Prepletena skoraj v pravličnost. No, kasneje na koncu boste videli, zakaj sem to izbral. Živel je en modrijan in kralj ga je imel za vzor. Bil je tudi hraber. Dal je vse od sebe in v zadnji bitki, ki je imel v svojem življenju, je pomotano ubil svojega brata. Veste, v vojnem času, ko človek izgubi svoje svojstveno smisla, presoje, se zgodi marsikaj. Ko pa ga je zagledal in je bil kruto ubit od njegovega meča, se je zazrl vase in rekel, nikoli več ne dvignem meča. Nikakor ne smem ubiti nikdar nikogar, kajti vsakdo je moj brat. Vsakdo je moja sestra. Vsaka je moja sestra. Globina te bolečine je segala v njegovo življenje. In šel je k kralju in je rekel, kralj, prosim, ne daj mi več meča v roke. Kajti hotel bi, da moje roke ne ubijajo, temveč delijo obliko daru življenja. Ja, pravi, mi te imamo za zelo sposobne, za kralja borbe. Kako pa bo, kdo bo pa vodil to mojo vojsko? Ker me ceniš, prosim, odvzemi mi to obveznost. Prav. Ker si pravičnež, boš na mojem dvoru pravični sodnik. Sprejemaš? Da. Kajti, bil je uverjen, da bo za svojo ljubečnostjo srca
kos vsem tem nalogam. Tudi prihajali so razni ljudje. Imamo ljudi, kateri že po naravi so zlobni, pokvarjeni, uničevani in težko je takim soditi in biti pravičnež. Toda 7 let je sodil in vrh tega dvora ga je imel za velikega pravičneža. Do nekega dne, ko je prišel, je kdo jim je povedal, prišli so kmetje iz daljnega kraja in so pripeljali zločincev, da mu ti sodiš. Kaj pa je storil? Zvedel boš. Zvezanega so pripeljali pred njega in on ga je gledal, bil je na smrt utrujen, kajti 7 dni so potovali, da so prišli pred ta sodni tribunal. Bil je prebičen, pretočen. Gledal je kot zver. Kajti vsakmu od teh, ki so bili z njim, je bil pravzaprav njegov sodnik. Vsak da se je spravil na njega. Kaj pa je storil? 11 ljudi je ubil. 11. Da? In zdaj hoteli smo, da za ta zločin nismo vedeli, kaj narediti. Vedeli smo pa, da ste vi najboljši sodnik. Zakaj pa je to storil? Storil. Imel je ljubico, katero se je hotel ženiti, pa so mu jo odželi, poniževali in nekega dne je skipelo v njem. In tako je prišlo. Pa 11, da, umešali so se in tako je prišlo do te številke. To je pa nekaj, kar še nisem doživel v mojih procesih. Pustite ga tukaj. Razmislil bom. Ne. 7 dni smo potovali. Živino imamo doma. In 7 dni bomo spet nazaj potovali. Mi moramo jeti. Dajte razsodite takoj. Ja, veste, sej človek bi lahko razsodil. Toda treba je najprej narediti ravnovesje v sebi. Kajti, če človek enosmerno sodi, je dostikrat bolj kriv, kot tisti, ki je ta zločin. Razmišljal je in razmišljal. In je rekel, pa čakajte vsaj par dni. Ne. Šel je in je začel razglabljati. Poklical ga je. Prav ti boš meni sodil? Da. Kako pa moreš soditi? Si ti kdaj kaj naredil zlo? Kaj dobrega? Pusti ga zdaj doma. Po moji sodbi te bom sprejel z željo, da bom pravičnež. Ti boš pravičnež. Si živel tako kot jaz po mukah in trpljenju? To ne. No. In tako je razmišljal in končno je prišel z odgovorom. Za vsakega bo 1 leto v zaporu, v kamnitem prostoru te gore. Za vsakega, ki je bila prilita kri, bo bičan. In tako, pravi, je to vaša sodba? To ni sodba, to je zločin. Kakšen zločin? Ubijte me, ne pa da bom jaz 11 let živel v temni luknji. Ali sploh veš, kaj si mi naredil? Ja, tako sem presodil in tako bo. Ko je ta zaril in je pljunil v njega in je rekel, ne, srečniš,
Ti si zdaj z mene sodil, sebi si sodil. Kaj ti le Bog lahko tako sodi, kot sodi. Pa je razmišljal, odpeljali so ga v temno globino tega skalovja, kjer so bile notri mračne dobline. Ne taki zapori, ki so danes, to so bile kotlajne, ledeno mrve in polno vlage. Ko je prišel noter, je ril, verige so žužljale. Ko pa je prišel ta sodnik domov, se je nenadoma pojavil njemu nemir. Ali se bil res pravičen, ali se ga prestrogo sodi. Veste, človek, ko nekaj naredi, pa začne šele takrat presojati in razmišljati, kaj narediti. In kaj se je naredilo v njemu? Prišel je do tega 11 let zapora, 11 let, 11 krat biti bičan. Najprej moram vedeti, kakšna je to resnična bolečina. Odšel je v zapor z enim pogojem, da ne bo nihče vedel tega. Samo kralju pa dal pismeno sporočilo, da naj o njegovi odločitvi naj ne sodi. Ko je prišel notri, iz ene luknje v drugo, vse bolj mračno, vse bolj vlažno, vse bolj strašno grozeče. Teda gora preluknjena, z malimi luknjicami, v katerih so živeli jetniki. Ko je prišel v zadnjo, je z luščerbo zagledal njega. Je rekel, a kaj veš, kdo sem jaz? Ne, pravi, ne vidim te. Komu je pa posvetil, pravi, ti si me sodil. Da, pravi, ampak prišel sem, ker moram govoriti s teboj. Kaj pa boš govoril z menoj? Saj si mi dal 11 let te luknje, 11 krat bičati. Ravno zaradi tega sem prišel. Hotel bi videti, ali sem ti dal prehudo odmero ali premajhno. Kako boš pa to zvedel? Med nama naj bo en dogovor. Bodi pošten, kot sem jaz zdaj s tabo pošten. Hočem videti, preizkusiti. Mesec dni bom namesto tebe v tem zaporu. Ti pa pojdi v svobodo. Ampak čez en mesec se pojavi, da boš odslužil, kar si dobil. In ti meni verjameš, ko me prvikrat vidiš in eno in drugo? Da. To moram storiti. Drugače ne bom mogel živeti. Paznik mu je vzel verige in mu je nataknil temu sodniku. On je pa poljubil verigo in rekel, je to mogoče, a je to sploh mogoče na svetu, kaj takega. Pa to je norc. Ampak no, se zadnje pa je le nekaj se v njemu trlo. Kdo bi še tako kaj takega naredil? In kaj se je zgodilo, ko je odšel, je zajel mrak, vlaga, mraz in bolečina časa, ki se je vsedel počasi, kapljice, ki so padale iz tega mračnega prostora. Veliko sem jih poslal, ki ždijo v teh jamah. Zdaj se vidim, kako je bila moja sodba pravična. Marsikaterim sem zdaj začutil, da sem jim dal preveč. Cel teden je doživljal grozečo notranjost.
Pa so prišli notri in so ga izvlekli in ga predbičali. Kajti je najkrat, da bojo predbičali takšnega sodba tega. Ko je bil prebičan, ni mogel več glasu dati sebi. Bil je samo še na tleh in grožje se spoznal, kakšna je to grozna bolečina. No, po 3-4 dneh je vstal v tisti temni mračni sobi, v glini. Nobenega glasu. Veste, ko prideš enkrat po prostor, kjer ni nobenega glasu, te zajame neka notranja bolečina, strah, trpljenje, nekaj se stvarja, kar ni odzunaj tega. Ampak spoznal sem, bil je srečen, da je spoznal čas in prostor, o katerem niti sanjal ni, da je res takšen. Toda 15. dan, pa nenadoma v njemu se je prebudilo nekaj zlovešče, kar je v ljudeh. Groza. Kaj če ne bo prišel nazaj in bom jaz na mesto njega 11 let notri. Doma me čaka žena, otroci. Ta notranji strah je začel klodati v njemu. Ni mogel niti biti več v miru, skozi je samo razmišljal, kaj bo, koga ne bo. Kajti dvom, ki se vseli vsakega človeka, je včasih groznejši od ječe. Videl je, da je izgubljen. V temi je čutil tisto bolečino, ki je prej poznal ni. Hodil je gor in dol, z glavo se udarjal v skale, lahko sem bil nauden, da sem kaj takega naredil. Dnevi so šli 100-krat bolj počas, kakor prej. Čas, trenutek se je raztegnil in njemu se je zdelo, da je že stoletje v tej jami. Zgubil je vse, kar je imel tistega, kar mu je dejalo moč življenja. Trepetal je, tresel se je, izgubil je sebe, ker ni več verjel, da še živi za pojem življenja, vredno življenja. Mesec dni in zarožljalo je na hodniku, se je posvetilo, jamo je prišel pasnik in kralj. Kralj je dobil tistega, ki ga je zamenjal in mu je povedal. Kralj ne mogel verjeti, da je kaj takega lahko naredil ta njegov sodnik. Ko pa je prišel noter, da je zagledal in ga ubijal in je rekel, takšnega človeka še nisem videl, da bi kaj takega storil. Ta pa ni mogel nič govoriti. Vse je utrnilo v njem. Zraven pa je stal ta, ki mu je dal besedo, da bo prišel nazaj, ki je bil obsojen na 11 let. Pokleknil je in je poljubil tega sodnika. In mu rekel, izpolnil sem, to da boš vedel, morda sem jaz enako trpel kot ti, ker sem vedel, v kaj se vračam. To da jaz držim besedo. Kralj ga je gledal in je rekel, kaj pa zdaj naredimo? Vse, ki sem jih jaz poslal v te jame, izpustite. Kaj je rekel kralj? Pa sodba? Dovolj je bilo. Dobili si tisto, kar je bilo potrebno v življenju. Tisto je še kaj nisem čutil. Zdaj vem, kaj je bilo. Prišel je domov,
In doma so ga ujeli otroci. Žena. In vsi so ga spoštovali in govorili, kaj je on naredil. Kajti vse tiste reveže, ki so bili bolj bledi od mleka, v tistih skalah so izgubili vse, so srčno in so telesno obliko. Starčki so bili po par let notri. Toliko jih je to izobličilo. Govorili so, to je največji mož, kar smo jih spoznali v življenju. Toda stopil je ta pred kralja in rekel, eno te prosim, ni stvari, ki je te ne bi naredil. Odveži me, da ne bom več sodnik. Kajti, če je kdo sodnik, ne bo to samo Bog. Jaz pa ne. Kajti, zdaj sem spoznal, da za svojo sodbo, za svojim imenom mislijo, več sem naredil božanske krivice, kot tisti, ki me sojo. Ne vem, če je tako, toda če si ti rekel, ne bo tako. Zdaj boš tukaj osvobojen sodnega dejanja, tako kot si bil osvobojen meča. Pravi, zdaj bom pa naredil nekaj drugega. Hočem se spokoriti za to, kar sem naredil zla v življenju. In kaj boš naredil? Odšel bom pa v gozd, v samoto, in bom ta poiskal mir, brez katerega ne morem nadalje živeti. Odšel je, poslovil so žene in otroke. In kaj se je zgodilo? Spraševali so, kam pa je odšel naš Modrijan? Ni ga. Pa je bil nek lovec, in ko je gledal bradatega, čudnega človečka, pravi se, to je naš sodnik. Ko je prišel zdraven, pogledal pa ni hotel z njim nič govoriti. Ne, da ni hotel. Glasilke mu niso več delovale. Preveč je bil iznenaden. Pa se je zgodilo, da je našel enega, ki ga je gozdarja, ki ga je drevo podaril. Vlekel ga je, da ga bo prinesel, da ga bojo zdravili ali kakorkoli spravili v življenju. In takrat so prišli še drugi gozdarji in zvedelo se je za njega. Takrat je tudi on rekel, vračam se domov, v svoj dom. Ko je prišel, pa se je zgodilo nekaj drugega. Ljudje so govorili, a veš, da je tudi moj mož zapustil od mene. Šel je v gozd, da se izpove in tako dalje, in tako dalje. Vsi so hoteli posnemati njega. Pa je bil, ko je prišel, od mnogih spoštovan, ko je neka žena prišla ven in je pljunila mu v obraz in je rekla, ti si ja, ti si najslabši človek, kar sem jih videla. Saj te ne poznam. Pa jaz te ne poznam. Toliko zla mi ni meni naredil. Pojdi v mojo hišo, da boš videl. Tam je ležal na postelji otrok, ki je včeraj umrl. Od lakote. In zato si ti kriv. Jaz? Kaj pa vam pri tem? Slišal je za tebe, zapustil je mene, prej je tkal tle in živeli smo nekako trije, taj tretji otrok, ki je od lakote umrl. In to si ti kriv. Takrat je spoznal, da je dar človek z svojo osebnostjo mnogokrat ustvari tisto, kar ne bi mogla nobeno srce. Krivičnost, bolečino, trpljenje. Zato ta zgodba, ki se je danes povedal, opisuje, kako je človek vedno v želji, da bo dober, pošten, ne vem kaj.
pa se začne raziskavati, vidi, da je vse skupaj lahko najbolj nesrečno delo. No, zgodba sama po sebi uči nas nekaj. Ali imamo mi pravico soditi? Vedno vedimo, odpuščanje je naša dolžnost. Kajti vsi smo prišli na ta svet, da se učimo živeti. Življenje nas uči, da smo z nepopolnim sistemom dosti bolj krivični od krivcev in od krivcev. Jaz sem doživljal mnoge krivice. Tožili so me, zapirali, bil sem v zaporih, mučen, trpljenje, leta in leta. In sem spoznal Golgoto, kaj vse ljudje naredijo v imenu pravde in poštenja. Ko je ena oblast odpadla, je prišla druga, ki je nekako opravičevala svoj prihod in zanimala prihod drugega. Tako so me sodili ustaši, tako so me potem sodili partizani, čeprav sem bil v njihovih vrstah. Kajti prišli so ljudje, ki so uveselili, da vsakdo je lahko nevaren. Postali so sumne. In dokler mi med sabo nimamo stika vere v človeka, smo lahko zelo nevarni. Goli otok, še danes se ne govori o njemu. 10.000 je Tito priznal, da jih je bilo tam pobitih. Koliko jih je umrlo od lakote, tudi ne govorijo. Ampak to je samo en zločin, ki ni bil narejen zaradi zločinske. Ampak zaradi tega, ker so računali, da bomo naredili z čiščenjem boljšo družbo. Tudi danes gledamo, kaj delajo ljudje na oblasti. Veste, slabi ljudje smo vsi v obliki nepopolni. Kadar bomo resnično plemeniti vsi v vseh oblikah, potem ne bomo rabili takšne oblike življenja, ki bomo sedeli. Toda, tu je prav. Kako moramo živeti? No, zdaj na koncu koncev pa bi hotel vedeti nekaj. Ali mislite, če boste doma, malo razmislili, kadar boste imeli problem medsebojnih razprav? Ne bodite kruti, ne sodite, razmislite. Namesto sojenja pokličite ne razum, temveč srce. In ko bo srce začelo presojati, potem boste že blizu tistega, kar mora človek postati. To je vse. Več nimam kaj. Jožko, tebi bom pa predal besedo. Ima kdo kakšno vprašanje v vezi tega, kar sem govoril? Ne sodite, da ne boste sojeni. Milijon takih pravlic ne bo nič spremenilo. Veste, Kristus je razpravljal in je učil ljudi, ampak na podlagi pravličnih zgodb. Kajti takrat niso bile šole, pa univerze, pa ne vem kaj. Toda, če človek govori iz notranjega duhovnega čistega srca, potem je učitelj. In če nekomu pomagaš, si učenec. Kajti takrat spoznaš, kako lahko pomagaš v življenju sebi in drugim, kar je namen našega življenja na tem planetu. Pravi, da bo konec enkrat tega sveta. Konca ne bomo mi doživeli. Zakaj ne? Ker smo duhovna bitja. Telo zgine, ga upepelijo, všec nas ni več. Toda duhovno življenje je večno. In vedite, da v duhovnem življenju ni začetka, ni konca, je samo večnost. Ja, samo večnost. A čeprav zdaj malo čudim gledate. Vodite prijatelji, vidite bolj. Ne, Oleg, tako lepo si zaključil.
zadnji stavek, da Ja, je bilo zelo lepo. tako. Veš misli s srcem. Če za nekaj malo srčkov, malo vas bom podkupil, ker prav je. Podkupil, ja, podkupil, da peljaži sredil, pa poslušajo. O korupciji drugič. Ja, poglejte, no. Pa to je veza, ki jo nam. Ona to organizira. Brez nje ne bi bilo nič. A ja, A ste se zorganizirali mogoče sami, ne? Ja. Da ste skupaj meditirali? Niste. Ne? Edini človek, ki vas drži skupaj, je ona. Tudi škatla za prostovoljne prispevke je tam zadaj, to ga veste. Da ne bomo No, pozabili. o tej škatli je pa tako. Pravilno je, da nekaj noter vržete. Ker s tem, ko noter vržete, dajete tudi priznanje, da so bila predavanja kvalitetna. Tako je to. Če je samo pohvala, pa samo hvala lepa, to je sicer zelo lepo, ampak ni podprto z materialom. Zdaj smo v tretjih osnovih. Tiho. No, on se zmeri lepega dela, da bo pa tako pobasal, kot je. Ena stvar je, biti odkrit do sebe, do drugih, je zelo težko. To ni enostavno. Enostavno se je delati, kako jaz ne bi. Kako jaz to pa ne bi. Vsi dihamo, vsi jemo in tudi se trebimo. To je čisto normalno, to je biološko normalno. In normalno je za ljudi, da damo poudarek na poštenju najprej do sebe. Kaj se to pravi? Do sebe biti pošten. Da se ne delamo lepe. Vsi smo krasni angelčki. Vsi smo duhovna bitja. Krasno. Samo začnimo, kako jemo. Kako pride to na krožnik. Eni so hudi zločinci, da lahko vam postrežejo izrezkom na krožičku. Zato mi razmišljati. Nikoli. Ker pač vzamemo lepo pribor, sosedamo in solatka, zrezek, pomfri. Nič. Ampak eden je za tih zrezek moral nekaj narediti, da tisto živalco ubil. Vse je čisto normalno, da jemo meso. Torej jemo meso. Ker jemo meso, smo več ali manj bitja, ki jemo svoje, da bomo rekel brate, ampak lahko bi tudi imenovali brate. Jaz ne govorim tele v imenu vegetarijancev. Ampak zamislite si to, ko dobite na krožnik, da vzamete nož in zakoljete tisto živalco, potem pa jete, če boste jedli. Koliko vas je tukaj je sposobnih zakleti? Rečemo zajčka, pa ga potem jesti. Zelo težko, ne? O temu začnite malo razmišljati.
Moj namen ni, da vas zdaj postavljam v gledališče. Jaz vas hočem samo zdraviti, da nismo v bistvu taki, kot bi želeli biti. Želimo biti vsi dobri, tako kot je Ole govoril. Vsi bi bili radi dobri. Vsak sodnik hoče biti dober. In tudi mislite je. Ampak, tako kot se je on postavil, in je šel potem v zapor. Potem se pa spremeni. Veste, z izkustvom dobimo mi drug pogled. Drugač gledamo. Ko zamenjamo položaje, ko zamenjamo vloge, ko nisi več sodnik, ampak si obsojenc, takrat pa začneš pravzaprav življenje drugače dojemati. Prej smo sedeli v lokalu in smo se pogovarjali o vodi, kako ima prodorno moč, kako vsako poro voda doseže in začne to širiti. In kako pravzaprav se z vodo postopa. Veste, mi smatramo, pipo odprem, pa imam čisto vodo, odprem tole, pa pijem. Veste, voda je element, ko je na zemlji zelo prisoten. Ne samo na zemlji, ampak v naših telesih, 70%. In ta voda, mi mislimo, da je to pač samo za pit. Ja, seveda je za pit. Ampak voda ima tudi svoj spomin. Voda je tista, ko pravzaprav brez nje je skoraj tako težko živeti, kot brez zraka. Zrak je najboljše zdravilo. Tu pride voda, tu pride pa hrana. In mi se učimo dihati. Ole bo rekel, da bo spet govoril samo o dihanju. Veste, pri dihanju se začne. Dih je tisto, ko se zavemo lastne energije. A se zavemo, a se pa ne. Če bomo trenirali, se bomo tega zavedali. Če bomo zavestno prisotni, da smo energetska bitja, kar dobimo dokaj samo. Ko to energijo enkrat začutimo, vemo, da smo energetska bitja, da smo sposobni zaznati življenjsko energijo v sebi. In če smo to sposobni, nadaljevanje je energija neuničljiva. To se pravi, smo večni. In če smo večni, je to življenje, ko ga zdaj živimo, v teh telesih, samo igra. Mi smo prišli na zemljo zato, da napredujemo v zavedanju. V zavedanju te energije. V prejšnji delavnici se je tule en gospod javil, ki je govoril o tem, kako je doživel potres. In ta potres je pravzaprav stopnja, ko preide v višjo kvaliteto.
pride iz ene kvalitete v drugo. Če se dobro spominjam, je telefoniral kolegu, je tudi doživel potres. Pa potresa sploh ni bilo. Ta potres bo več ali manj doživel vsak od nas. Če bodo te stvari tako napredovale kot napredovale. Veste, Zemlja je planet, ko pravzaprav doživlja prepolom. Ta Zemlja izgleda, da bo prišla tudi ona je živo bitje in prehaja v višjo kvaliteto. Mi smo pa otroci Zemlje in ne bo razlike. Mi smo govorili o vibraciji. Smo jih poslušali, smo se pripravljali na to. Zdaj, če bo v decembru tako, kot napovedujejo, bo pa ne bo. Važno je, da se naša zavest dviga. Da mi naredimo vse, da se dvignemo v višje zavedanje. Zato so te delavnice. Zato z Olekom hodva, da se boste zavedali, da boste čim bolj prisotni. Nič se biti, karkoli pride. Vse na koncu je tak konc. Ampak, koliko odnesemo od tega življenja, je pa od nas odnesemo. Smo kaj naredili? Nismo nič naredili. Če smo kaj naredili, nismo se prišli samo kregati, pa pošijo prst pa obsojati, ampak smo prišli zato, da naredimo nekaj samo. Da nekaj naredimo nekaj. Da ta moment, ko prihaja, ne prihaja zastojno. Veste, duše so zato toliko na gost posejane na tej zemljici, ker je ta moment zelo pomemben. Zato nas je 7 milijard. Vsi smo prišli sem, da bi to doživeli. Če je tako, cel vesolje opazuje, kako se bo to odvilo. Mi pa spimo, ne? Spanje pravičnega, to. Vse to ni več. Bodite prisotni, ne bojte se. Ker če se boste bali, ne boste tega dojeli. Strah, jeza, žalost. Te stvari so osnovne, ki nas spravljajo v nižjo energijo. Ja, ne bi se lotil te debate o gospodarjih, ne. Gospodarji zemlje so verjetno bitja, koliko smo mi bitja. Mi imamo za nižji svet živalski in mislimo, da jih lahko jemo. Te bitja pa pač nas malo izkoriščajo, ne, in nam pijejo energijo. Kdaj nam pa pijejo energijo? Takrat, kadar imamo mi nizko energijo. Takrat smo radodarni in podarimo. Kdaj? V strahu, v jezi, v žalosti. Te vojne so skozi. Kaj je v vojni? Jeza, strah, žalost, vse prisotno. Ta bitja se lepo napadajo. Kriza. Joj,
kaj bo jutri? Strah, kaj bo jutri? Vse to delajo naši možgančki. Naši možgančki so tako našteli, da sprejemamo točno tiste vibracije, ne, da nas lahko vodijo v strah, v jezo, v žalost. Skozi nas tako obračajo, da mi enostavno smo med ti sužnji podložni. Mi smo se zato učili, da prihajamo v ta trenutek. V ta trenutek prihajamo tako z vdihom in izdihom, ko imamo opazovalca, da opazuje, kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem. In ko jaz preusmerim mišljenje na čutenje, takrat jaz to energijo zaznam. In ko jo zaznam, sem v tem trenutku. In ko sem v tem trenutku, ko sklopam možgane, še takrat lahko napredujem. Dokler pa možgani delajo, nobenih šans. Nobenih šans. Takrat nas bo strah, možgani nas bojo obvladali in evo, psihoze, bolezni. Skratka, obramba, jeza, to, a ne, vsi te nagoni pridejo ven. Se ni nič narobe tudi, če pridejo. Ampak boljše, da pridejo pri drugih, kot pridejo. Jaz sem se rodil za sebe. Sem hočel od vas ni kdo rodil zaradi njega samega. Se kdo mogoče pomišlja, da se je rodil zaradi otroka, pa zaradi sorodnikov, ali pa zaradi prijateljev, ali pa zaradi potomcev. Ne dvigneti strah, ko mislim, da se je zaradi drugega rodil. Vsak se rodi za sebe. Vsak umre za sebe. Kar naredimo? Naredimo zaradi sebe. Ne zaradi drugega. Samo mi smo pomembni v svetu. Lahko so sopodni. Lahko jaz dojamem sebe. Lahko dojamem tudi partnerja. Lahko dojamem tudi takrat lahko podelim tisto, kar imam. Dokler pa tega nimam, ne morem deliti. Ne morem dajati, če nimam. Kako bom dal? Samo, ko imam enkrat mir v sebi, da lahko darujem tudi druga. Lahko tudi povem, da je to krasno, da je to božansko občutek, ko enkrat začutim mir v sebi. Začutim tudi čisto ljubezen. To je tista ljubezen, ko je Oleg govoril. Oleg je govoril pravljico. Veste si, življenje je lahko tudi pravljica. Lahko je zelo kruta, ali pa zelo lepa. Je tako. Na svetu smo zato, da dobimo ta mir v sebi. Da pridemo do kvalitete. Da pridemo do kvalitete življenja. Jaz sem vam govoril o knjigi Zdanje. O Eckhartu Tolli. Eckhart Tolle je izredno lepo povedal, kako se pride v ta trenutek. Michael Brown govori pa, kako ta trenutek prenesemo na daljšo razdobje, da smo več ali manj prisotni cel dan.
in da opazujemo, kako te sile delujejo. In jih mi vseb zaznavamo, vsak dogodek, ki me pretrese, moram vseb zaznati, kaj je to, kaj se v meni dogaja. Veste kaj, zanima me, tole knjigo sem propagirao, koliko vas čita, koliko vas je prečitalo? Bravo. Bravo. Kdo pa trenira od vas? 3, 4, bravo. 5, ja. Veste, že samo, ko ste jo prebrali, je izredno kvalitetna knjiga. Za mene je to kvalitetna. Za mene je to kvalitetna. Zakaj? Zaradi tega, ker on izhaja iz sebe. Iz svoje bolezni, ko jo je pozdravil, je to napisal. To se pravi, jo je pozdravil. Ne priporočam pa vsakmu. Tisto, ko jo odklonijo, puste, ker jo ne zaston. Vaš nadjaz točen ve, ali to za vas ali ni. Če ne morete, odložite. Ni treba. V tem času, ki prihaja, ni prav dosti časa. Vedno bolj bo važen ta trenutek. Bo važen, kaj se dogaja, kaj je zdaj. In če bomo prisotni, pravi, da bomo pripravljeni, karkoli se bo na materialnem svetu dogajalo. Da bomo vedeli, da tako pač mora biti. Da je tako prav. In ta prav je brez strahu, je brez jeze, je brez obsojenja. Ta prav, boste videli, da pravzaprav en od, rečemo, od prebivalcev na zemlji ni temu dorasel, ampak vi boste vedeli, da on ni dorasel. Vi zase skrbite, pustite njega in ga ne obsojajte. Ga ne obsojajte, karkoli bo počel. S tem, ko ga boste obsojali, padete na nižjo vibracijo. Ste kaj, jaz mislim, da sem te dosti prišel. Ima kdo kakšen nov vprašanje? Kakšna razlika med obsojanjem in kritiko? Ja, ker nekoga ne kritiziraš, pa so obsojanje. Veste, kako je? Če kritiziram, nekaj moram sebe. Pri sebi začnem in potem bom pomešal obsodbo in kritiko. Ja, bom pomešal. Ker je lažje, veste, če nekdo na drugi osebi je to čisto razstava. Ampak pri sebi. A sem? Ali nisem? Sem to prav naredil? Ali nisem? Ja, nisem prav naredil. A me stiska v želodcu? Ali me stiska? Zakaj me stiska? Torej, se usmerim na bolečino v želodcu, na pritisk v želodcu in to opazujem. In če bom to opazoval, hočem vedeti, da kritika in obsodbo Ostane bolečina v tebi? ne. Če boste opazovali, ne. Pa svoje mnenje imaš lahko. Se ne strinjaš, da so v nas pustili šefa, Marko Krstena,
Se moram ploskati v bravo. Oni so razpustili. Vedno je ena zakonitost, vedno je neki vzrok. Ampak zakaj vas to razbuje? Zakaj je to razbuje? Kje vam bo lično? Kje? Kaj pa je pravično? Pa že tukaj. A ne? Me razburja. Tole me razburja. Kaj čutim v sebi? Moram imeti v sebi in sebe pogledati. Kaj me briga ti še? Kaj me briga, kdo je predsednik? Ne? Kaj me briga, če to naredim? Dokler nisem pri sebi razčistil. Dokler nisem pri sebi razčistil, ko pa bom razčistil, pa tudi ne bom obsojal. Ne bom obsojal. On je pač na tej stopni, tako je pač sodil, pa na tej stopni, tako je spustil na tej stopni. Vse je v skladju. In če smo v trenutku, moramo vedeti, da je vse v skladju. Nič ni narobe. Nič ni narobe. Ja, te pa tega obliča. Kaj smo že prej rekli? Smo nični. Torej, kaj naredil? Kaj naredil? Kaj sem naredil, če sem jaz tega ubil? Kaj je naredil, če je mene ubil? Če smo pa prišli. Vse se izravna. Vse ima svoj vzrok in svoje posledice. Mi v glavnem vidimo samo bolezni. Samo bolezni. Joj, tole ne. Joj, tukaj. Zakaj pa je to? Jaz vas lahko sterapiram, jaz vam lahko vključilo vzamem. Ampak kje je pa vzrok temu? Kje je vzrok? Ne? Ta ni prišel kot tako. Vzrok. Tisti, ko se brali proces prisotnosti, točno veste, da vsaka bolezen vzrok. Vsako vedenje ima vzrok. In zakaj ima vzrok? Od vzgoje naših staršev do 7. leta. In ta vzgoja, otrok je rad pri mamici pil mleko, pa mamica ga vstal. On si joka, ljubi, kaj se ne naredi. Ta otrok pravzaprav si je želel maminega mleka. Ali ga nima, ali pa se boji za prsa, ali pa en vzrok je preprav vstal. On je prikrajšen tisto nekaj. Je še vedno tukaj, ta želja. Je še vedno prisotni. Zdaj, otrok to potisne, mi se tega ne spomnimo. Ampak ta energija v nas deluje. Ne samo to. Vse, kar učimo otroka do 7. leta, da ga prisiljujemo, da mu odtegujemo tisto ljubezen, čisto, mi mislimo, da ga perfektno vzgajamo. Tako kot smo bili naučeni. Ampak otrok pa želi imeti čisto. In vsi v nas hočemo imeti čisto ljubezen. Nič drugega. To iščemo cel življenje. Čista ljubezen. Ki pa je ta čista ljubezen? Ne bomo odkrili. Ali pa ne bomo. To je to.
da smo živi. Življenje je vse. Tudi živali. Tudi rastlince. Ves življenjski svet na zemlji je živ. Zemlja je živa. To je samo energija. Če se tega zavemo, veste, krivice so bile, so še, če bodo, ne vem, tako že bodo še. V tretji gostoti produktov. Če bomo šli zemljo v višjo raven zavedanja, bodo pa drugi problemi. Drugo misli, da bo zdaj pa krasen. Mi kot bitja, mi kot ljudje, hočemo priti na višjo kvaliteto. In to je tista sila, ko nas žene. Da pridemo v višjo raven zavedanja. To, lahko še vprašanje. Ja, jaz bi se navedal na to vprašanje gospe Jadranke, ki ste rekel, v sodobnem jeziku vodi indiferentne, kaj te pa briga. A ste vi šli na ulice, Jožko? Ne. No, mnogi so šli, kako boste spremenili to? Zakaj bi? Ja, zakaj bi? Zakaj pa bi? Ja, od pokojnine sem odvisen, ne, če bi jo bo nižala, ne. In 90% proti temu bo uspeh, 45 pa ne, ali pa 49. Ja, no, čakaj, obstoj, ne? Ja, Ja, pa nisem materialist, da se razumem. Kaj pa je to obstoj? Gremo dalje. To je to. Zastopte, seveda, jaz nisem šel. Pa ne zato, da vam bi rekel, vi tudi ne pejte. Ne, se jaz tudi nisem šel. Tako, med nama rečeno. Ja, Jaz tudi nisem šel, ker ne morete spremeniti. Neč, a ne, viva, da ne morem. Torej, kaj bova? To mislu se resno več naredil. Vse ni res. Vsi bi mogli iti. Tako, ne, vsi ne bi smeli. Vsi Ne bi smeli iti. Pa bi se ta zadeva ostala. Vsi bi mogli iti. No, da, Poslušajte, pustimo, evo, vidite, no, to je, evo, čim smo pri politiki, čim bi bili pri seksu, to bi vsi znali debatirati. Vse to ni politika. Ja, je ne vrste, ne? Ne, to je skrb za skupnost, ne? Ja, veste, ne bom nič govoril to ali pa un ali pa tret ali pa karkoli. Imamo zgled v Islandu. Ko je naredil Island? Nič več nam govoril. A smo sposobni tega ali nismo? Ne, ker smo Slovenci. Ne tako, to nam pripada in to imamo mi. In bodimo zadovoljni tako, kot smo. Imamo tako vlado, kakršno si zaslužimo. In nič drugače. Nič drugače. Ja, ko je? Ne glede, kdo bi bil. Ne glede, kdo bi bil, mi smo hodili v iste šole. Imamo mišljenje, vsi približno enak. Eden višji, ikre drug malo nižji. Ampak v glavnem, ne bo to leva ali desna, vse enak. Zakaj? Kaj so? Mi smo od istih staršev. Vsi smo bili tako vzgajani. Vsi smo na istem. Ali boš to presegel, ali pa ne boš. Ali pa ne boš. Pa sej, bo pa drugič, ne. Vse smo večni. Ne, ni problema. A bomo vstali v tretji gostoti, ali bomo šli v peto gostoto. Pojmo se. Važen je samo nekaj. Bodite v trenutku, bodite v tej energiji in boste zadovoljni. Če pa tega ne zmenite, pa
pač trpeli, ne. Bomo pa pač se tresli za pokojnino, pa se bomo tresli, kaj bomo se zgubili. Poslušajte, prej sem govoril o dihanju, o vodi in o hrani. Hrano se da zreducirati. Sem govoril o kitajski študiji. Ali kdo prebral? Prebral. Kitajsko študijo preberite, boste videli, kako pravzaprav se hrani. Če gremo više od te kitajske študije, gremo lahko samo na naslednice. Samo na živo hrano. In ko to absolviramo, gremo lahko še više. Gremo na samo dihanje. In to samo dihanje, ne? Ja, vsi ne bomo zmogli, ampak eni pa so tudi to zmogli. Diha pa pije vodo. Ampak veste, to je tako. Če eden lahko, ne da ne moram. Nočem, ker je bolj ugodno je jesti, pa se dobro imeti. Ugodno je, ne. Mi gremo po ugodnosti. Ne po temu, kako bomo se našli. In če je kdo, da prebije, da je samo hrano, diha in dobiva hrano. To se pravi, si pa neče ne rabimo. Koga pa sploh? Prosim, ja. Naš razvoj našega telesa še ni na takem nivoju, da bi lahko spravno živel. Pač imamo nekatere primere, njih se sliši, da živijo že po 10 let, da bi tekočino in karkoli dali vase. To je to, ampak v tem stadiju razvoja je to še zaenkrat 99,90 še nemogoče. Zdaj mi malo ne vprašanje na boljega razlaga, kar se tiče tega, da je zdravka omenila, ki je rekel, ja, kaj pa tega, ki niso obsodili. Problem je našega razuma. Naš razum hoče imeti vedno prav. In seveda, ko se sooči z dušo, srcem, kakorkoli to imenujemo, imenujem duša, seveda, če sta v disharmoniji, če nista v harmonično, pa nimate harmoničnega mnenja o isti zadevi, takrat naše telo, naš živčni sistem je nervozen. Reagira. Se pravi, da moramo vse poslušati. Ko začutiš, da pri neki stvari, ko je razum, ti govori, da to ni prav, pa Janša je takšna, pa one vzhipevaš, takrat vedi, da tvoja duša misli drugače. Tvoja reakcija mora biti drugačna. Ko dosežeš eno soglasje z eno, to moraš znati priti do svoje duše. In ko dobiš ta signal, da ko v bistvu jaz kot ona, tudi jaz vzhipevam, malo vzhipim, ne veš, koliko sem šoč, razgledam politiko in podobno, enostavno, koliko ste vi rekel, imate hodni mir, pa se bo itak rešil, koliko se bo. Vse pride v svojem času, prav. Vem, da tudi na demonstracije, kot so šli pri soboto, moraš šiti na nek način, popolnoma se počutiti. Vendar to je, če ti začutiš, da greš lahko tja. To moraš začutiti. Ne zato, ker masa govorite, da te primejo na tebe, na Italiji. Ten si voden. Kada si voden, takrat je razum tisti, ki te vodi, ne tvoje srce. Tako da, vsak bi moral najti način, kako priti do tega, da zna poslušati svoje srce. S tistim, kar mu govori razum.
ali je to prav, ali ni prav. Ker razumem vedno prav in hoče imeti prav in zato se zastavlja krivo. Samo se grega tudi. To je eno. Drugo pa je okrog decembra. Okrog frekvencije, zavesti. Jaz sem tako miren, kar se tega tiče. Totalno miren, oziroma nečutljivo za boljce, če se razumemo. Zemlja je imela več ali manj 7,5 kHz frekvencije. Raste in naj bi se veli, ker če je človek, humano bitje, svojo dušo ved, je na nižji frekvenciji, kot vibrira sam planet, ga raznese, enostavno pride do katastrof, jeze, vojn in vsega živega. Seveda, te naši gospodari od tega živijo. To so pol fizično, pol energetska entitete, ki že kar nekaj tisoč let se hranijo. To je dejansko njihova hrana. To je za mene voda, meso, kruh, karkoli je za njih to. To je njihova hrana. Brez tega umrejo. Če vsaj tisti, ki so še ostali. 21. decembra ne bi prišlo, jaz o datumih ne vem, ampak jih očitno neki preroki so jih dan celo nas je računala dejansko, pa je to bolj na osnovi fizikalnih razmer v vesolju in v našem osončju, prišla 20. datuma, je bo 3500 kHz. Se predstavljate, da iz 7500 na 3500 kHz. 1 Hz ima, oziroma 1 kHz ima 1000 Hz. In mi smo bili, pred par meseci je že prišlo preko 2000. Takrat bo 3500. Človek, ki takrat ne bo prišel do 3000, da bo prišlo na 3500, bo umiren. Samo ne bo nič dogajalo. Enostavno, da ne bi domišljali, da ta decembra, ki so govorili zdaj po televizijah, po radiju, to je skoro vsak dan, po 2krat na dan, konec je tam. Mislim, to je absurd, ne govorimo o koncu sveta. Ljudje, ko rečeš katastrofa, misli konc sveta, to je že malček naivno razlaganje. Tu bo prišlo dejansko do preskoka, no z vas se ne bo videl nič, dan niti naslednji dan. Boste pa videli, da se bo v vaši okolici, v obnašanju ljudi dogajali spremembe. Enkrat boste svojega znalca ali pa soseda, ne boste ga več kapirali, se bo začel z vami krega za brezvezni in podobne zadeve se bo dogajale. Ma tako se bo dogajali odbojne, tudi geološke spremembe, matike se bo dogajale. In bodite mirni, tisti, ki raste, tisti, ki hodi sem, ima sigurno neke predispozicije, da bo o tem razmišljal. Da večina ljudi, začnete o tem, sami čutite, komu lahko o tem govorimo, komu ne. Nekateri so pa niti ne zavedajo, lahko se tudi zadnji trenutek zavedajo. Veste, to je to, so veliko ljudi je anonimnih, ki imajo močno potenco, pa predispozicije, ki pa jih, zato ker živijo v nekem ambientu, niso mogli zdravi, čutijo nekaj, pa ne vejo, kaj je, in se tudi ne upajo, ker okolje ne sprejema tega. Tako da 3500 bomo dozveli in da ga bo dejansko začelo. In ta spremljiva preobrazba naj bi trajala, če poznate Eric Thompson, pa Barbara Martinez. Oni so že pred 20 leti, da se bo zdaj zgodila ta visoka stopnja, ta preskok v frekvenciji zavesti in v frekvenciji vibriranja samega planeta. Tukaj se bo zgodilo 3 leta ne bi trajalo ta. In še ne začne tiste novo obdobje. Takrat verjetno bo od kapitala bo ostalo malo, vrednote bodo bolj prvinske verjetno, solidarnost, ko jaz predpostavljam solidarnost, kolektivnih, solidarnostno delovanje ljudi, zadružništvo, to se bo moralo razviti, če bo ne vidim drugih alternativ, tako da gre to, politični sistemi začne pa vsega bomo izpoznali, tudi religije. Hvala lepa. Dobro, 3 leta ne bi trajalo, pa nekaj dodam. Leta 92, ko so bile raziskave delane do 40% ljudi na zemlji za spremembe. Od socialnih, političnih, jasno.
ko so začeli z propagando preko medijev, televizije, tako dalje, Iluminati in podobni, se je do leta 2004 znižalo na 30%, lani od oktobra je samo še 15%. Tu se zdaj ustavlja. Zato, da pride do spremembe, bodo pa sigurno prišli, ker nas je pa cirka 1,2 milijarde za spremembe, če bi, da preskočim, če bi bilo cirka 1,7 do 2,2 milijarde ljudi za spremembe, bi bil mehek prehod. Ker nas je samo 1,2 bo pa težek, bo pa bodo kot stvari ne bi bile, ne, zdaj. Ja, to je vse lahko res, ne. Lahko je pa tudi malo drugače. Ja, isti. Prehajamo v višje kvalitete. Zdaj, a bomo to spremljali, zavestno ali pa ne bomo. Če vas bo strah, to se prav, ne boste v tem. Ne se bati. Kolikrat je rekel, religija, politika, bančništvo, to je ista zadeva. To so orodja vseh naših gospodarstv. To, ko je govoril o nihalih, čim se ti priključiš eni grupi, te že suka. In sploh ne veš, da si not. Zato jaz govorim samo sebi. Samo sebi si gospodar, samo v sebi si lahko svoboden. Vse drugo, vi boste svobodni vse. Zdaj pa boste takrat, ko boste to zaznali. Ko boste to začutili. Dokler pa to ne čute, pa to pravljica. Koliko je Ole govoril pravljico. Pravljice smo poslušali. Delate treba na sebi. Če delate pol ure na dan na sebi, je več kot 10 delavnic ali pa 20, ko jih obiščete. Pol ure dela na sebi je več vredno. Samo, ko pa treba se spraviti temu pa narediti. No, gremo. Koliko vas je čist novih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, tako kot sem rekel, osnovno tehniko dihanja. Kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem. Nič prisiljevati, da more biti vdih močen, pa da more biti izdih. Kaj s tem kakšen? Vdih in izdih naj bo ta popolnoma normalna, samo orientira se, kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem. Bom pa zdaj le mečken dalj časa to delal, zaradi tega, da boste to začutili.